Za prihodnost brez emisij ali Future Zero, največji dogodek na temo trajnostnega transporta, je bil dopoldne v Ljubljani. O pestri izbiri električnih koles, skirojev in avtomobilov so se obiskovalci lahko spoznali tudi z novimi, še prihajajočimi tehnologijami prometa. Lara Humerca. Varčna vožnja je tema Evropskega tedna mobilnosti. Takole so o alternativnih možnostih transporta osveščali dopoldne v Ljubljani. Imamo električne avtomobile, skiroje, kolesa, ful se bo dogajalo, imamo cele poligon, ki se lih kar gradi, bo spretnostne vožnje, bo dirka s poganjavčki, Bolt bo imel v bistvu ozaveščanje o varnosti z električnimi skiroji. Obiskovalci so lahko pobližje spoznali tudi prav posebno električno vozilo, ki do danes še ni bilo predstavljeno. To je AMI električno vozilo, ki se v bistvu ne identificira kot avto, ampak ga nekako med 4 kolesce uvrščamo ali pa mogoče nekam vzporedno za vespicami, ker doseže 45 km/h in ga lahko vozijo tisti, ki imajo izpit kategorije AM. Že drugo leto zapored pa je bila tam tudi Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani. Tokrat so predstavljali projekt Aurora. Predstavlja pristop do obnovljivih virov energije z načinom pristopa od spodaj navzgor in v okviru katerega projekta je ustanovljen tudi študentski energetski klub, kamor vabimo vse študente za njihov aktivni pristop v zeleni tranziciji. Na regionalni razvojni agenciji se že leta trudijo ljudi prepričati, da bi bolj trajnostno potovali. Predvsem si želimo povezati projekte občin, projekte države, zato da se spostavi boljša kolesarska infrastruktura in zato da se izboljšajo sistemi javnega potniškega prometa, predvsem na območjih, kjer potniški promet danes ne deluje. Ena od možnosti trajnostnega transporta je tudi električno kolo. Kolesa, ki so jih obiskovalci lahko spoznali na eni izmed stojnic, so idealno zasnovana za mestno vožnjo. Glede na to, da tudi sama njihova filozofija, recimo firma, kako oni delajo, imajo svojo sončno elektrarno, praktično so samopodporni z elektriko, z vsem in res gledajo na to, da pač imajo zero emisij in tega. Namen današnjega dogodka je trajnostna mobilnost, zato naslednjič izberite bolj naravi prijazen način transporta, pa ne bo to električni avto, skiro ali kolo.